Ja, besedilo Davida Harrowerja, škotskega avtorja, ki je bilo prvič producirano na Edinburškem festivalu mednarodnem v režiji Petra Steina, kasneje nagrajeno z nagrado Laurence Olivier in tako dalje. V bistvu gre tukaj za eno izmed, bom rekel, sodobnih besedil, ki so v zadnjih letih nekako dosegle zelo veliko, bom rekel, moč v tem gledališkem prostoru evropskem, ravno zaradi v bistvu tematike in pristopa, s katero se ukvarja, ker tako rekoč relativizira oziroma postavlja pod vprašanje ene določene splošne moralne norme, ki so dosežene zelo pavšalno, kot en sindrom enega zelo hitrega sklepanja nekih mnenj in nekih sodb v današnjem svetu. In skozi to zgodbo teh dveh, rekel, netipičnih ljubimcev oziroma skozi zgodbo te prepovedane ljubezni, ki je seveda obsojena na strani družbe, tako rekoč tudi kritizira oziroma napada to moralno protezo zahodno, ki nam na nek način pogosto onemogoča, da se z zadevami spopadamo v vse svoji globini in nekako poskušamo priti do konca. Kako ste izbrali glavna dva igralca? Iz imenika, po naključju. Aha, čistko, telefon v roke, pa vemo, kdo bi bil najbolj. Torej, zasedba je zbrana, seveda tu gre za zelo pomemben del te predstave, ker seveda gre za predstavo z dvema glavnima akterjema, ki sta zelo specifična, v zelo specifičnem odnosu in relaciji in tako je nekako ta izbor, možnost igralcev, ki bi lahko to igrali, ni bila zelo velika in zbrali smo v bistvu tako, da smo prišli do teh, katere smo želeli imeti, ki so nam zdeli za to zasedbo oziroma za to predstavo najbolj zanimive, najboljše. Kaj pa scena? Veliko kartonastih škatelj, štrik recimo tam. Scena, glede na to, da je neodvisna produkcija, bi človek lahko zelo hitro pomislil, da je scena plod pomanjkanja finančnih sredstev, ampak tu moram razočarati ljudi, da ni, da je v bistvu ta scena bila že idejno rešena še takrat, ko smo mislili, da bomo imeli zelo velike budžete pri tej predstavi. Je pa avtorsko delo Elene Fajt v asistenci, bom rekel, moje malenkosti, torej neko skupno delo. Je pa, treba povedati, da pa je verjetno to najcenejša scenografija v mojem življenju. Mislim, da smo porabili za njo nekje kakšnih 20 evrov. V redu. Se pravi, kdaj si lahko gledamo predstavo in kje? Premiera v nedeljo 10. maja, dvorana Duše Počka, Cankarjev dom, ura 8. Ponovitve pa najboljše, da pogledate na internetni strani Cankarjev. 18. 19. 24. 28 je zaprta predstava. Ampak verjetno je boljše, da se ljudje pogleda na internetni strani, ker tam je zihar. Dobro, hvala lepa. Hvala.